Pozdravljeni v peti oddaji Mednarodne novice, v kateri vam poročamo o dogodkih sveta gluhih. Zvezda Deaflympics-a Dmitrij Maksimov, ki je star 19 let, je bil ubit v ukrajinskih protestih. Dmitrij je bil dobitnik bronaste medalje v posamični in srebrne medalje v ekipni kategoriji v judu na olimpijskih igrah gluhih v Sofiji 2013. S prijatelji se je 18. februarja udeležil protestov na Majdanskem trgu, kjer naj bi mu granata utrgala roko, umrl pa je zaradi hude krvavitve. Njegovo truplo so za nekaj dni položili v katedralo svetega Mihaela, poroča spletna stran sourds.net. Na olimpijskih igrah v Sočiju je nastopila ena sama gluha tekmovalka, ki je tekmovala v alpskem smučanju. To je ruska reprezentantka Elena Jakovišina, stara je 21 let. Za gluho mlado smučarko je bilo to presenečenje. Že prej se je udeležila tekmovanja slišečih, ki ga je organizirala Mednarodna smučarska zveza. Na olimpijskih igrah je osvojila solidne rezultate. V superkombinaciji je osvojila 19. mesto, v superveleslalomu 24. mesto in v smuku 28. mesto. Na svoje rezultate je zelo ponosna, na prihodnjih pomembnih tekmovanjih pa jih bo poskusila še izboljšati. Želi namreč izpolnjevati pogoje za naslednje olimpijske igre, ki bodo leta 2018 v Južni Koreji. Priljubljeni japonski gluhi skladatelj ni gluh in ni skladatelj, poroča spletni časopis Daily Beast in časnik The New York Times. Skladatelja Mamoruja Samuragochija, sedaj lažnega pisca znanih skladb, kot sta Hirošima in Sonatina, je razkrinkal japonski tabloid. 5. februarja ga je razkrinkal pravi avtor skladb Takashi Nigaki, ker je bila njegova skladba uporabljena v umetnostnem drsanju na olimpijskih igrah v Sočiju pod Samuragočijevim imenom. Nigaki je še povedal, da se Samuragoči pretvarja, da je gluh, da bi pridobil pozornost. Samuragoči, ki naj bi pri 35 letih res popolnoma oglušel na eno uho, na drugem pa nosi slušni aparat, se je branil, da se mu je sluh sčasoma izboljšal. Samuragoči je z Nigakijevimi skladbami zaslužil okrog $6 milijonov, medtem ko je Nigaki za svoje delo prejel samo $70,000. Alfred Weinrib, star 82 let, je umrl za rakom, ne da bi vedel, kakšna je njegova diagnoza. New York Post poroča, da mu 3 različne bolnišnice na Long Islandu niso zagotovila tolmača znakovnega jezika. Weinribu in njegovim gluhim otrokom diagnoza in možnosti zdravljenja niso bile razložene v znakovnem jeziku, da bi lahko razumeli. V eni od bolnišnic je bil na javnem mestu napis, ki naroča, naj gluhi zaprosijo za tolmača znakovnega jezika. Weinribu se je zdravstveno stanje hudo poslabšalo in v domu za ostarele je poskusil narediti samomor, ker medicinske sestre niso razumele niti njegovih preprostih prošenj, naj mu pomagajo do stranišča. Njegovi otroci so na brooklynsko sodišče že vložili tožbo. Za konec pa še vesela novica. Švicarski deskar Nevin Galmarini, dobitnik srebrne medalje v paralelnem veleslalomu na olimpijskih igrah v Sočiju, je med intervjujem za švicarsko televizijsko hišo SRF1 prekinil novinarko in ji dejal, da mora pozdraviti svojo mamo. Medtem ko je Nevin kretal v kamero, je zavladala tišina. Potem je novinarki razložil, da je njegova mama gluha in da se je zahvalil in ji povedal, da je srečen, poroča spletni portal blick.ch.
To je za danes vse, pridružite se nam spet naslednji teden. Do takrat pa nasvidenje.